Pogovori. Jezikovni pogovori. Manjši jeziki, med njimi tudi slovenščina, v velikih jezikovnih modelih umetne inteligence, ki jih ponujajo tehnološki velikani, niso enakovredno zastopani. To dejstvo odpira pomembna vprašanja o digitalni suverenosti in kakovosti prihodnje rabe slovenskega jezika. Gost oddaje je Tomaž Savodnik, raziskovalec in avtor projekta Zlatorog 12b, enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Veliki jezikovni modeli ne morejo tako dobro delovati v slovenščini kot v angleščini. Slovenščina pač ne more konkurirati takšni količini podatkov v angleškem jeziku, pa nam za začetek orišite, za kako velike razlike, razkorake gre, ko gre za količine podatkov med različnimi jeziki. Tu gre za gromozanske razlike. Že v osnovi se moramo zavedati, da je količina oseb, ki ustvarjajo vsebino v slovenščini, bistveno manjša kot količina oseb, ki ustvarjajo vsebino v angleščini ali drugih velikih jezikih. To pomeni, da že osnovni bazen razpoložljive vsebine, kreativne moči se tu razlikuje. Drug problem je, da tudi če bi vso razpoložljivo vsebino nabrali, kjer je avtomatično slovenščina v manjšem odstotku zastopana, je potem vprašanje uteževanja, koliko katere vsebine razvijalci se odločijo posredovati in na kakšen način v modele, glede na to, kaj želijo optimizirati. Če želiš optimizirati angleščino, verjetno zaradi tega lahko tudi žrtvuješ slovenščino. In to se tudi pri nekaterih odprtokodnih modelih novejših velikih proizvajalcev pozna, da so si izbrali nekatere druge cilje in posledično slovenščina, ki je v starejših odprtokodnih modelih bila že bolj kvalitetna, v novejših morda malo bolj šepa. Ampak to je iz različice v različico lahko drugače. In zatem stoji odločitev, torej da ni v interesu, da bi nek model umetne inteligence tako dobro deloval v slovenščini ali v kakšnem drugem jeziku. Ne nujno, seveda, če bi lahko prosto izbirali, bi seveda si vsi želeli model, ki bo v vseh jezikih odlično deloval. Gre lahko tudi za povsem tehnične, matematične posledice načina treningov, ki seveda poskušajo optimizirati količino porabljene energije in računske moči. In ko se te modeli potem poskušajo zmanjšati na obvladljive velikosti, se v teh gromozanskih prostorih zgodi, da dominantne uteži, ki ponavadi niso slovenske, se ohranjajo mnogo bolje kot, bom rekel, tiste obrobna vedenja in znanja, ki posledično tu lahko trpijo. Skratka, ni nujno, da gre za to zavestno in načrtno odločitev, ampak za posledico sosledi. Pri urjenju največjih jezikovnih modelov so uporabljeni podatki, ki so v 92% v angleščini, tako sem prebral, zasledil nekje, v preostalih 8% so vsi ostali svetovni jeziki. Delež količine podatkov, ki se merijo v slovenščini, je verjetno v nekaj promilih. Ampak kljub temu, vsaj ti nekateri modeli delujejo solidno. Kako je to mogoče? Mogoče je zato, ker je ena zanimiva lastnost, ki je zdaj že dodobra preučena pri teh modelih, da se učijo oziroma uspejo v srednjih plasteh modeli povezati znanje preko različnih jezikov. Kaj to pomeni? Da tudi, če ga v slovenščini nekaj vprašamo, model v resnici črpa znanje in vedenje, ki ga je uspel med učenjem pridobiti iz drugih jezikov. Kar pomeni,
tu načeloma pridobivamo v slovenski prostor, dobimo nek umestnik, ki v slovenski prostor prinaša znanje in zavedanje in misli, ki so bile naučene iz drugih jezikov in kultur. Glavni problem teh modelov je večinoma na tistem zadnjem koščku, ko morajo ustvariti besedilo, kjer verjetno tudi pri največjih modelih se še opazi občasna zamenjava sklona, spola, ki so napačni, ne zvenijo slovensko in, bom rekel, posledično tudi v slovensko objavljeno javno besedo vnašajo kalke. Izraz, ki mi je posebej zanimiv, da se francoski izraz uporablja za opis motnje v jeziku in podobne zadeve, ki jih je posledično tudi v zbranih slovenskih besedilih vedno več, ker tudi javno objavljena slovenska besedila so vse bolj generirana s temi modeli. To ni več tak svet, kakršnega smo poznali decembra lani, je povedala Melanie Matchett-Wood, matematičarka z Harvardske univerze, ko je nedavno umetna inteligenca razrešila 80 let staro uganko v diskretni geometriji. Tudi na področju medicine umetna inteligenca dela velike preskoke. Ali umetna inteligenca dela takšne primerljive preskoke, tudi ko gre za jezik, za neko uporabniško izkušnjo v angleškem jeziku, na primer? Ker matematika je nekaj, medicina je nekaj, jezik je pa nekaj drugega. Ne? In bi potem na podlagi tega lahko rekli, glejte, kaj lahko naredi umetna inteligenca v angleškem jeziku in v slovenščini nikoli ne bo zmogla tega, ker pač ni takšne količine podatkov. Ali pa gre tu za popolnoma drugačna vprašanja? Vprašanje je odlično, lahko bi se ga celo razčlenili na več podvprašanj. Na jeziku lahko naredi umetna inteligenca ogromno v obe smeri. Prej sem omenil kalke in tiste neposredne angleške prevode, ki se vse pogosteje uporabljajo in vidijo in nas niti ne motijo več. Druga stvar, ki pa je, da če bi imeli model, ki bi bil dejansko učen na čistem primarnem slovensko izvornem besedilu, pa bi nam lahko pomagal prepoznati vzorce, ki jih je morda tudi najbolj izkušenim slavistom zelo težko. Korpusno jezikoslovje recimo se lahko s tem nadgradi z razumevanjem konteksta besede, vseh kontekstov, v katerih se pojavlja. Tukaj so naloge, za katere so raziskovalci prej porabili mesece ali pa celo leta, so lahko bistveno olajšane. Se pravi, pravo orodje v rokah pravega uporabnika lahko naredi gromozanske napredke, tudi pri jeziku. Tudi tako majhnem, kot je slovenščina. Ampak nekaj drugega je verjetno, če s pomočjo umetne inteligence nek laboratorij odkrije neko zdravilo in tega pač v Sloveniji nismo deležni. Ali pa mogoče kljub temu smo. Ali je kaj podobnega se lahko zgodi tudi za slovenski jezik, da zato, ker pač ne bomo imeli tako dobre umetne inteligence, ki bi delovala v slovenskem jeziku, da bomo izključeni ali pa bo naš jezik bistveno osiromašen v primerjavi z največjimi drugimi jeziki? Bom mogoče vaše vprašanje malenkost obrnil. Jaz mislim, da tveganje, ki raste, je, da bi Slovenci presodili, da slovenščina ni več uporabna. Mogoče se bo kdo spomnil, kako včasih smo bili deležni razlag, v slovenščini se ne da pisati pesmi, ne, ker ni tako spevan jezik. Ali pa vedno se kakšne taki dvomi pojavijo in če začnejo raziskovalci razmišljati, v slovenščini ne moramo uporabljati najboljših orodij in posledično začnejo kot svoj normalen delovni jezik uporabljati angleščino, kar, če bi bili vsi pozorni, bi ugotovili, da se že pogosto dogaja. Če bi bili pozorni, bi ugotovili, da otroci ne govorijo več
zgolj slovensko, ampak so dvojezični v smeri, da se že tudi v angleščini med sabo pogovarjajo. Potem mislim, da gre tukaj bolj za eksistencialno vprašanje, ali bo slovenščina sploh preživela. Se pravi, od tega, kako uporaben je jezik, pridemo zelo hitro do tega, ali ga bomo še imeli, ga bomo gojili in na kateri ravni kvalitete. Ker če ugotovimo, slovenščina, ki jo veliki modeli, veliki ponudniki zagotavljajo, je dovolj dobra in nismo kritični do napak, ki jih kljub vsemu še vedno vsebuje, bomo sprejeli to raven slovenščine. In bo to postal standard, na katerem bodo naslednji modeli se učili slovenščine, ki bo posledično verjetno v generaciji 2 modelov prišla do tega, da bo to angleščina. In kje že prehaja tudi v Sloveniji raba angleškega jezika zaradi umetne inteligence? Tukaj je kakšnih konkretnih, bom rekel, klasifikacij ali pa opredelitev industrij, kjer se to dogaja, ne bi delal, ampak verjetno povsod, kjer ni potrebe po tem, da bi končni rezultat bil slovenščina na najvišji ravni. In zdaj, kje ta potreba je, pa spet definiramo sami uporabniki vseh storitev, ki jih prejemamo, ko nam v nekem trenutku ne bo več moteče napačno naglaševanje ali pa napačna slovenščina na radiju, takrat verjetno vas ne bo več, ker bodo to lahko tej modeli naredili. Zdaj, pritiski seveda so lahko veliki, ker to lahko prinese velike ekonomske učinke, če vašo plačo vzamemo stran in to naredimo z modeli in uporabniki to sprejmejo kot sprejemljivo, potem imamo problem. Pri katerih industrijah in katerih panogah smo že tako daleč, je vprašanje. Pri katerih stvareh smo kot uporabniki, tisti, ki smo prejemniki teh jezikovnih rezultatov, strpni do tega ali pa zavračamo, je pa stvar širšega nacionalnega konsenza oziroma na koncu dneva odločitev vsakega posameznika. Ne vem, če je ta primer najbolj primerljiv, ampak na primer. Nekoč je nekdo dejal, da še dobro, da je Slovenija tako majhen knjižni trg, ki je nezanimiv za Amazon. Ker če bi bili večji, bi bili bolj zanimivi in bi nas bolj ogrožal. Mogoče pa je dobro, da umetna inteligenca ne bi nikoli tako dobro delovala v slovenščini, ker potem mene osebno ne bi nadomestili. Če bi seveda uporabniki me želeli poslušati. Ne vem, ali je to slab primer. V bistvu je dober in hkrati je lahko, kot bi lepo po slovensko rekel, KPI, skratka merilo, ko bomo videli, kdaj smo res ogroženi. Če bomo prišli do tega, da velika večina uporabnikov knjig, če sva že bila pri knjižnih trgih, ne bo več zaznala razlike med knjigo, ki je bila lektorirana in napisana strani človeka, potem smo to mejo, ta Rubikon že prestopili. Bojim se, da smo zelo blizu. In to ne zaradi drastičnega napredka samih orodij, ki je nesporno. Problem je v pričakovani ravni kvalitete tega izdelka in če je sprejemljivo pri tistem, za kar smo pričakovali, da je človek lektoriral, da na vsaki drugi strani knjige zasledimo napako, potem bo vsaj toliko sprejemljivo tudi, da bo umetna inteligenca mogoče naredila drugačno napako in bo to ravno tako za nas sprejemljiva knjiga. Ja, veliko je odvisno od nas. Skupnosti in kulture, ki ne bodo imele dostopa do umetne inteligence, ki deluje na izjemno visoki ravni, naj bi bile izključene iz razvoja in možnostih, ki bodo državljani
drugih jezikov imeli. Temu pojavu pravijo tudi digitalni razkorak. Ampak po drugi strani bi pa lahko rekli, da vsaj razlike med državami in kulturami so že zdaj velike. Ali bodo zaradi digitalnega razkoraka mogoče večje ali enake, od česa je to odvisno? Jaz bi šel mogoče še korak dlje in temu ne bi rekel digitalni razkorak, ampak celo digitalni imperializem. Gre preprosto za to, ali kot narod, kultura, jezik ohranjaš suverenost ali ne. Jaz mislim, da je tukaj bolj to vprašanje suverenosti, ker tudi narodi in jeziki, ki sami ne bodo nič vlagali v to, bodo bolj ali manj podprti strani velikanov. Slej ko prej še tako majhen trg pride na vrsto. Vprašanje je, če si popolnoma odvisen od tega, od dobre volje, globalnega ponudnika, kjer se lahko zaradi raznih bodisi političnih ali pa povsem ekonomskih interesov odločitev tega ponudnika čez noč spremeni. Imeli smo tak primer. Facebook, ki je bil eden izmed velikih ponudnikov oziroma dobaviteljev odprtokodnih modelov, je zaradi spora z Evropsko skupnostjo tako rekoč čez noč se odločil, da naslednje generacije modelov, najbolj zmogljivih njihovih, ne bo dovolj uporabe v Evropski skupnosti. To je bila popolnoma gospodarska odločitev, ki je posledica določenih odločitev, ampak to nam kaže, da v resnici kako krhka je tudi uporaba tega, če si ne zagotoviš suverenosti, da nisi odvisen od tega, kako se nekdo drug v nekem trenutku odloči. Če vse te ponudnike globalne čez noč nekdo se odloči, da ne bodo ponudili storitev v Sloveniji, kaj nam potem ostane? Ne? In tukaj gre za suverenost na večjih ravneh. Ena je to, da imamo modele, ki jih lahko uporabljamo, in druga je to, da jih znamo sploh razvijati. Se pravi, tukaj gre tudi za suverenost. Eno je podatkovja, ki je osnova za vse te modele. Drugo je pa to, da imamo ljudi, ki s tem znajo narediti model. In da najdemo priložnosti in načine, kdaj te modele, ki so popolnoma naši, bom rekel, suvereni, tudi suvereno na svoji infrastrukturi znamo uporabljati. Tu gre za en ekosistem, ki mora delovati v sinergiji, in to, da v Sloveniji imamo ekipe, ki to znajo, in da v končni fazi največji globalni proizvajalec strojne opreme, ki je ključna za to področje, Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko priznava in jo vključuje v njihov program AI Sovereignty. Ne? Mislim, da je to velik kompliment za Slovenijo, ampak moramo to znati ceniti in negovati tudi lokalno. To pa je že tema za prihodnjo oddajo, o njej prihodnič, za tokrat pa Tomaž Savodnik, najlepša hvala za pogovor. Prosim, veselilo. Gost oddaje, raziskovalec in avtor projekta Zlatorog 12B, enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov. Za tehnično izvedbo je poskrbel Max Pust.